Pozdravljeni. Globoko smo že v postnem času in pred nami je veliki teden. Zakaj takšen naziv? Ker nas želi spomniti, da je Bog za vsakega izmed nas storil nekaj velikega in najpomembnejšega. In kaj je to? Poglej, ali si ne želiš ti biti vedno svoboden, torej odrešen? Bog je vse po svojem sinu storil, da bi bil ti lahko svoboden in odrešen. Ali ni to nekaj velikega? Zato po križanem in ostalem prihajajo vate moči in milosti, ki ti omogočajo, da postaješ vedno bolj svoboden in odrešen. Vse to nam govori o tem, kako je Bog velik in veličasten. V velikem tednu se dogaja po Jezusovem trpljenju, križanju in vstajenju nekaj, kar je usodno in pomembno za tvoje celotno življenje, ki se bo kmalu spremenilo v večno življenje. Gre za to, ali želiš biti tudi ti večno svoboden in odrešen po njegovem trpljenju in vstajenju. Če ne boš ob vsem tem ravnodušen ali formalno razumarski, ampak se te bo dotaknilo in ganilo, kaj vse je moral Jezus dati zate, kaj vse je moral zate prehoditi in kakšno ceno je moral plačati za tvoje grehe in za tvojo svobodo, potem se boš lahko zares začel odpirati za tisto svobodo, za katero nas je oprostil Kristus, kakor piše apostol Pavel. Postni čas in velika noč nas potem takem sprašujeta, si ti postal letos v tem času z Božjo pomočjo bolj svoboden ali ne? Spomnimo se, da smo na 7. hagioterapevtskem večeru spregovorili o vesti kot organu smisla, kot kraju, kjer nam Bog govori. Zato je vest kraj srečanja z živim Bogom, kraj odločitev, razločevanj in sodbe. Je tudi kompas in merilo človekovega življenja, ki nas preko naših odločitev usmerja za določena dejanja, besede in misli k bolj polnemu in srečnemu življenju ali obratno. Če hočeš biti torej duhovno zdrav, svoboden, srečen in kreativen, potem poslušaj svojo vest. Na današnjem hagioterapevtskem večeru bomo spet nekaj novega spoznali o hagioterapiji, ki nam bo skupaj s postnim časom odkrivala vrednost in pomen odpuščanja za naše celotno življenje. Zato se prepustimo novim vsebinam in jim sledimo, da bo naše življenje postalo še bogatejše in plemenitejše. Danes bomo spregovorili o tem, kako mora hagioasistent imeti sam izkustvo duhovnega zdravja s pripravljenostjo na odpuščanje. Neodpuščanje človeku lahko življenje uniči. Je kratko in malo ovira za življenje. Z neodpuščanjem žalimo Boga, ker na takšen način odhajamo od njega. Človek šele tedaj sam spozna, da je potrebno odpuščanje doumeti in koliko je pomembno odpustiti. To je potrebno v sebi izgrajevati. Potrebno je sebe narediti občutljivega za takšno duhovno rast. Odpuščati pomeni biti svoboden od žalitev in zla, ki ti jih nekdo povzroča, s tem dosežeš stanje popuščanja, zbranosti in miru. To stanje je za človeka blagoslovljeno, ker ga uvaja v svobodo, dela ga duhovno zdravega in močnega. Hagioasistent mora imeti izkustvo, da je to tako ne samo verbalno govoriti, da odpušča, ampak mora izkusiti ta mir, ki mu prinaša dejanje odpuščanja in sočutno ljubezen, ki jo ima za tistega, ki mu odpušča. Samo iz lastnega izkustva miru, prejetega z odpuščanjem, je mogoče hagiopacienta nagovoriti k odpuščanju. Torej hagioasistent mora imeti izkustvo duhovnega zdravja, ko ne obsoja druge. Soditi, presojati, opravljati druge pomeni pomnoževati zlo in na takšen način povzročati drugim žalitev in krivico. Nikar ne živimo v zablodi in ne mislimo, da je dopuščeno prenašati tudi resnico o nekom, kolikor ta oseba obsoja in žali. Vse, kar je odvzemanje od dobrega, kar je manjek dobrega, je zlo, katerega mi z obsojanjem drugega množimo. Zlo pa človeka uničuje. Vsako obsojanje je zato tudi uničevanje dobrega. Biti ljubezniv, blag do drugega in ga ne obsojati pomeni vstopiti v ponižnost in krotkost. Ponižnost in blagost se ne moreta naučiti iz knjig. Prihajata samo iz sprejemanja in neobsojanja drugega, ki je iz svoje ranjenosti takšen, kakršen je.
Hagiosistent se mora zavedati, da ga izkustvo obsojanja drugih dela duhovno ranljivega in da se varuje takšnih slabosti, ker kolikor jih tolerira, lahko hitro preidejo slabo navado in ogrozijo njegovo duhovno zdravje. Odpuščanje in kesanje sta temeljni pogoj in podlaga za iskreno in pravo molitev. Naredite svobodnega od vsake stvari in osebe, ter tudi od samega sebe. Zato sta pogoj za živi kontakt in srečanje z Bogom. Sveto pismo pravi, kako je Bog usmiljen, milostljiv, potrpežljiv in prizanesljiv. Odpuščanje in kesanje kažeta na to, koliko želiš biti tudi ti Bogu podoben. To pomeni biti usmiljen, potrpežljiv in prizanesljiv. Ali ni pravi cilj in hrepenenje vsake iskrene molitve, da bi bili Bogu čim bolj podobni v svojih dejanjih in vsakdanjem življenju? Hagioterapija nam predstavlja kesanje in odpuščanje kot zdravilo, kot pot v svobodo. Odpuščanje in kesanje odkrivata namreč človeku nove perspektive in obzorja življenja, ter mu prinašata srečo, zdravje, veselje. Omogočata mu, da človek iz svojega umrtvelega življenja stopi v novo življenje in se znova rodi. Odpuščanje in kesanje lahko prinašata velike spremembe v tvojem življenju in v življenju tvojih bližnjih. Zato sedaj prisluhnimo in se odprimo za bogatstvo vsebin kesanja in odpuščanja. Bolečina, trpljenje, žalitve, slaba vest, vse to prehaja v spomin, ker se vsebine ugnezdijo in te vedno znova spominjajo na boleča stanja v preteklosti. Ljudje poskušajo pozabiti na zlo, ki so ga storili ali jim je bilo storjeno. Ko pa so slabotni, se vedno znova pojavi v njihovem spominu. Spomin je kopičenje dobrih in slabih dogodkov in vsebin. Spominjanje pa je zajemanje dobrih ali slabih vsebin iz tega arhiva. Zato je spomin največji prostor duhovnih ran. Spominjanje je največji razlog za to, da ljudje govorijo negativno. Vse v spomin nakopičene negativnosti gredo iz človeka s pomočjo spominjanja in zahtevajo, da jih človek izreče. Na ta način človek postaja negativen in povečuje svoje zlo. Zato se bolezen in zlo nikoli ne smeta analizirati, ker s tem pademo v še težje stanje. Vedno je potrebno gledati samo v izhod iz tega stanja, ne se pa vračati nazaj, ne gledati v preteklost, ampak se obrniti v prihodnost. Gledati, kaj dobrega lahko storiš zdaj, da bi se osvobodil razžalitev in bolečin, ki te uničujejo. Kesanje človeka osvobaja zla, ki ga je storil sebi ali drugim. Odpuščanje pa ga osvobaja sovraštva, v katero je padel, ko mu je nekdo drug storil zlo. Z odpuščanjem se človek osvobodi zla, ki ga je nekdo vrgel vanj z užaljenostjo. Zato sta kesanje in odpuščanje duhovna antibiotika, ki ubijata sovraštvo, maščevalnost, jezo, bes, ogovarjanje, prepir, krivico, zlonamernost, depresijo, agresivnost, samomor in občutke krivde. To duhovno zdravje zmore človek sprijeti šele takrat, ko je vstopil v svobodo, v dobroto, ljubezen, zaupanje, resnico, lepoto in edinost. Šele ko človek obvladuje samega sebe, ko se je izgradil v smeri dobrega in se osvobodil vsake zasužnjenosti, zmore odpuščati in se zmore tudi pokesati. Kesanje človeka osvobaja njegove krivde, ki jo je storil. Odpuščanje pa ga osvobaja od ljudi, ki so ga ranili. To je najgloblje zdravilo. Po njem se človek več nikogar ne boji in nima več nobenih sovražnikov. Ljudje napačno mislijo, da z odpuščanjem rešujejo tistega, ki jim je storil zlo. Z odpuščanjem se človek ne obrača k zločincu, ampak k sebi. Če zlo, ki ti ga je nekdo storil, sprejmeš, bo leto uničilo njega samega. To je aktivirana bomba, ki si jo prejel in bi te raznesla, ti pa jo skupaj z odpuščanjem vrneš tistemu, ki ti jo je vrgel. S tem dejanjem se osvobodiš zla, ki je bilo prisotno v tebi in te je držalo v oblasti. Z odpuščanjem ne odobravamo zlega dejanja, ampak se ga osvobajamo, izstopimo iz prostora zla. Lipton, doktor biologije, pravi, da imamo ljudje v celicah embriocelice,
ki nadomeščajo mrtve bolne celice, ki so bile zaradi neodpuščanja v nas uničene. Z odpuščanjem in obratom k dobremu, z vero v dobro, torej aktiviramo embriocelice, ki tedaj začnejo ozdravljati bolne celice in jih na ta način obnavljajo. Vsaka naša celica ima v sebi tudi duhovno dimenzijo. Človekova duhovna dimenzija pa ustvarja projekte, ki jih sprejema vsaka celica. Ta človekova duhovna stvarnost se prenaša na njegovo telo in psiho in tako postaja človek celovit. Na eni izmed župnij, kjer sem v preteklosti služboval, sem doživel zanimivo izkustvo pri sveti spovedi. K sveti spovedi je stopila neka gospa, ki je imela zelo hude in težke zamere do svojega brata, saj sta bila v sporu zaradi dedovanja. In sama je govorila, koliko hudega je povzročil njen brat in kako zaradi tega trpi, kako je napeta, kako nima nič od tega življenja. In težko ji je šlo iz ust kakršnakoli misel na odpuščanje. Tedaj sem vprašal omenjeno gospa, ali ste vi zaradi vsega tega, kar govorite in vztrajate pri neodpuščanju do svojega brata, srečni, zadovoljni, zdravi, svobodni? In odgovorila je ne. In potem sem jo vprašal, ali želite biti zares v življenju srečni, svobodni, zdravi, zadovoljni, izpolnjeni? Da, vsekakor želim. In potem se mi odgovoril, potem odpustite svojemu bratu. In pri priči je gospa odpustila svojemu bratu vse gorje, ki ji je dosedaj povzročal, ves nemir, vso žalost, in srečno in zadovoljno je odšla od spovedi v svoje življenje. Kako močno je odpuščanje, če zares iz srca odpustimo drug drugemu oziroma svojemu bratu in sestri, kakor pravi Jezus. Odpuščanje te še posebej v območju Jezusove spovedi popelje v Božjo svobodo, v Božjo prostost in ustvarjalnost in v nove Božje perspektive, ki ti jih je izprosil Jezus svojo smrtjo na križu. Jezus ni samo zdravljal in izganjal hude duhove, ampak tudi odpuščal grehe. Končno Jezus pokaže na križu, da ima odpuščanje največjo moč, ko je izrečeno v molitvi, ki to drža v nas ponotranji. Tedaj, kakor križani Jezus, tudi ti stopaš nad zlo in trpljenje, ga premaguješ in te ne more prizadeti niti zasužniti. Ne pozabi, da se je na križu zgodila tudi prva sveta spoved, pri kateri je razbojnik dobil zagotovilo, da bo z Jezusom še danes v raju. Jezus je polnost neskončnega Božjega usmiljenja za vsakega še tako velikega grešnika, če se spreobrne in spokori. Ne pozabi, da Jezus ni prišel na zemljo iskat elito pravičnikov, h kateri se morda celo prištevaš, ampak prišel je klicat in iskat grešnike, da jih spremeni in spreobrne. In sveta spoved je tisto polno in nepremagljivo Jezusovo območje usmiljenja in odpuščanja, kjer se uniči, prekine in odpusti vsako zlo, če se spovedanec kesa svojih grehov in slabosti. Kesanje je, kakor pravi tridentinski koncil, dušna žalost in stud nad storjenim grehom, sklepom v prihodnje več ne grešiti. Kesanje, ki pri sveti spovedi prihaja iz ljubezni do Boga, se imenuje popolno kesanje ali kesanje iz ljubezni. Nepopolno kesanje je Božji dar, pobuda svetega duha, porodi se iz razmišljanja o grdobiji greha ali iz strahu pred večnim pogubljenjem in drugimi kaznimi, ki grozijo grešniku. Gre za kesanje iz strahu. Pripravi torej grešnika, da dobi odpuščanje v zakramentu pokore. Tako nas sveta spoved po Jezusu znova vodi na pota duhovnega zdravja in našega odrešenja, saj pri njej on svojo krvjo izmije
in vzame nase vse naše grehe in krivde. Ne pozabi, da vsakič pri sveti daritvi slišiš, da se Jezusova daritev preliva za mnoge v odpuščanje grehov. Ko pri veri molimo, verujem v odpuščanje grehov, izpovedujemo dvoje. Prvič, da je Bog usmiljen, in drugič, da po njegovem usmiljenju in odrešenski žrtvi smo deležni tudi mi odpuščanja grehov. Odpuščanje je središčna vsebina vsakega krščanskega življenja in vsakega kristjana. Poglej samo na priliko o izgubljenem sinu, potem zgodba o Jezusu in prešušnici. Zavedati se moramo, da ne smemo svetospoved zminimalizirati zgolj na odpuščanje naših grehov z Božje strani. Po sveti spovedi odpuščanje postane sveta stvar oziroma nekaj svetega. To pomeni, da nas Bog preko svete spovedi uči in uvaja, ter želi, da odpuščanje postane merilo in del našega življenja. Dragi poslušalci, želim vam, da bi ta resničnost postala tudi del vašega življenja. Hvala, da ste bili ta večer z nami in vabljeni tudi prihodnjič na naše srečanje.